Pozdravljeni po vsem novem vlogu, ker se bo odslej predstavljalo anime in tudi mange, ki ste jih zamudili ali spregledali, a bi želeli o njih izvedeti več. Z vami bom Naruto The Translator in za začetek se bo izbralo končano 25-delno anime serijo Sword Art Online. Gre za znanstveno fantastično in romantično zgodbo, ki postavlja na malenkost v prihodnost, ker se posamezniki MMO iger udeležijo v virtualnem svetu s pomočjo posebnih čelad. Posebnost čelad je to, da se vsa čutila in zavest prenesejo v fantazijski svet računalniške igre. Zaradi prvoosebne vpletenosti v samo večigranost igre je to kot droga za ljubitelje MMO franšiz. Sama zgodba pa se vrti okoli dijaka Kazuta, ki v premierno zagnano Sword Art Online MMO igro vstopi pod nadimkom Kirito. A vendar ni vstopil kot nov igralec, ker je želel igrati kot beta tester, mu je bila igra že poznana in zato jo je želel ponovno preigrati. Situacija pa se zakomplicira, ko prijavljeni igralci začnejo opažati zelo nenavaden hrošč igre. Nihče se ni mogel odrogirati iz fantazijskega sveta, se je bil gumb za odjavo odstranjen. To je presenetilo tudi Kirita, ki je bil prepričan, da so le spregledali gumb v meniju. Panika postaja vse večja, ko nenadno Game Master skliče vse igralce v dvorani začetka, kjer jim pojasni kruto realnost. Dokler ne osvojijo 100-levelske igre, se ne bodo mogli odlogirati, vsakašni poskusi pa bodo sledili v smrt v realnem svetu. Naj se boj za preživetje prične. プレイヤー諸君の健闘を祈る。 Anime serija svojo znanstveno-fantazijsko tematiko odpre nad vse zanimivo področje virtualnih iger in zavestne povezave v virtualni svet. Obenem pa sledimo razvoju kar nekaj likov, ki nas peljejo skozi celotno štorijo. Malce zabaven je bil tudi moment, ko je Game Master odklopil navidezno ustvarjalno podobe likov in jih nadomestil z njihovim realnim izgledom. Kar nekrat so dekleta postala tipi in tipi dekleta. Kdor je kdajkoli igral kakšno takšno internetno igro, mu je vsekakor znana situacija. Posledično se tudi razvijajo romance, saj boj za preživetje je popolnoma identičen realnemu, zato ne moremo reči, da fantazijski svet kakorkoli odstopa od pravega sveta. Če seveda le odštejemo srednjeveško tematiko. A vseeno se boj za preživetje v Sword Art Online ne vleče celih 25 epizod. Anime je razdeljen na dva poglavja. V prvem se rešijo iz tega sveta, v drugem pa se boj bije še v preneseni, podobno zasnovani igri. Ta prehod marsikomu pusti slab okus, prav tako drugo poglavje ni več tako zanimivo kot prvo. Tudi zlobneži v drugi polovici postanejo tipični klišej. A kakorkoli že, anime serija je v celoti zanimiva za pogledati, hkrati pa vzburi tudi domišljijo o takem načinu igranja iz vašega naslednjača. Za osebno izkušnjo pa vsekakor tudi sami stopite v svet animejske spletovščine. Do naslednjič. Kaj je v redu? Kaj boljš? Čak.